Rad bi predstavil našega naslednjega govorca, ki je Rok Klopčič. On je doktoriral na Univerzi v Ljubljani na interdisciplinarnem študiju biomedicine z področja genetike. Najprej delal na zasebnem raziskovalnem inštitutu, nato pa zdaj dela kot vodja razvoja in raziskav pri Medexu. Nažalost ni mogel se udeležiti naše konference, je pa posnel svoj govor, tako da ga bomo zdaj predvajali. Za vprašanje bo pa na voljo zvečer, ko se bo prek Zooma priključil na našo okroglo mizo. Torej, pozdravljeni vsi skupaj na tej konferenci. Pozdravljeni kolegi, strokovnik, pozdravljena javnost, ki jih to zanima, in pa pozdravljeni tudi vsi predavatelji. Sem Rok Klopčič, vodja razvoja raziskav pri podjetju Medex, in danes vam bom na kratko predstavil raziskave, ki jih delamo v okviru dolgoživosti, predvsem na čebeljih pridelkih. Res mi je žal, da se nisem mogel udeležiti konference, nažalost sem na službeni poti. Ostali kolegi pa prav tako z mano ali pa so doma obležali zdravstveni problemi. Tako da, ja, najbolje, da kar začnemo. Samo da delim ekran. Tako. Torej, danes bomo govorili o moči matičnega mlečka pri zdravem staranju. Gre za raziskave, ki so plod nas, našega razvojnega oddelka in pa v sodelovanju z drugimi fakultetami, ki smo jih naredili v zadnjih 5 letih, recimo na matičnem mlečku, in ki v bistvu nas skozi bolj peljejo v svet dolgoživosti, sploh zaradi rezultatov in pa raziskav nasploh. Da, mogoče za začetek, bi rad razložil par pojmov, na katere se bo nanašala moja prezentacija, in sicer inflammaging, verjetno ta izraz sem že dobro znan, pa vseeno bi naredil uvod z razlago tega pojma. In sicer gre za teorijo, se pravi, da se staramo zaradi vnetja, se pravi vnetje, ki nekako nastaja z leti. Ko se rodimo, je naš imunski sistem še svež in je tudi naš imunski odziv zelo balansiran. Imamo ravnotežje med proti in pa provnetnimi faktorji. Medtem potem, ko se staramo, zaradi različnih dejavnikov okolja, tudi zaradi internih dejavnikov, se v bistvu pojavlja neko notranje vnetje, ki postaja vse višje, in zaradi tega se začnejo pojavljati tudi najrazličnejše kronične bolezni. In tudi odzivi na razne infekcije so precej bolj vnetni, zato ker imamo porušeno ravnotežje v imunskem odzivu, se pravi med vnetnimi in pa protivnetnimi molekulami, se pravi, je dejansko imunski odziv vse bolj vneten, in to smo tudi lepo videli na primeru covida, ko so bili, se pravi, največje tveganje za komplikacije so imeli ljudje z kroničnimi boleznimi, ljudje, ki so bili prekomerno debeli, se pravi, so imeli prekomerno telesno težo, in pa starejši ljudje. Za vse tri skupine značilna neka nizka stopnja sistemskega vnetja, ki v bistvu disregulira potem imunski sistem. Zdaj, kako nastanejo ta kronična sistemska vnetja? Vedno se začne kot neko vnetje nizke stopnje, bodisi zaradi načina življenja, recimo, ko govorimo o fizični neaktivnosti, debelosti, in pa nepravilni in nezdravi prehrani. Tudi fizični in psihični stres, kronični, lahko prispevata k razvoju nekega vnetja nizke stopnje. Tudi pomanjkanje spance in pa ksenobiotiki, seveda, kot imunskemu sistemu tuje molekule, ki prihajajo iz okolja, bodisi vode, bodisi prehrane, bodisi iz zraka. In vsi ti dejavniki dejansko vplivajo na razvoj nekega sistemskega vnetja, ki pa se na dolgi rok lahko kaže tudi kot najrazličnejše kronične bolezni. To je zdaj že kar široko sprejeto, se pravi, da to vnetje ni posledica kroničnih bolezni, ampak je dejansko vzrok za kronične bolezni. Tukaj lahko govorimo od kardiovaskularnih bolezni do diabetesa, zmaščenih jeter, raka, tudi psihične bolezni so lahko posledica kroničnega sistemskega vnetja, potem Parkinsonova, Alzheimerjeva bolezen in tako dalje. Se pravi, vse te kronične bolezni, ki se dejansko pojavljajo v starosti, pri nekaterih pa že prej, so posledica izpostavljenosti okolju in pa sistemskega vnetja. Zdaj jasno, kot sem rekel, ker gre za okolje, vemo, da tudi recimo enojajčni dvojčki, ki imajo genetski
zapis popolnoma identičen, lahko v bistvu se starajo drugače. Sprav se njihovo staranje razlikuje, eden se lahko stara hitreje, drugi počasneje, in tudi lahko imate popolnoma druge kronične bolezni, odvisno od okolja, v katerem sta živela, in od načina življenja, ki sta ga vodila, In v tem primeru, tisti, ki se starajo hitreje, govorimo, da se biološko stara hitreje, se pravi, njegova biološka starost precej višja kot njegova dejanska kronološka starost. In v takem primeru tudi enojajčni dvojčki ne živijo enako dolgo, temveč lahko kakšen od njih umre prej zaradi določene kronične bolezni. Zdaj, mi smo se pa tega lotili sicer iz čisto drugega zornega kota, mi smo veliko sodelovali tudi z Univerzo na Primorskem, Fakulteto za vede o zdravju, kjer večinoma so jih zanimale naravne snovi v povezavi z preprečevanjem razvoja metabolnega sindroma in se pravi vpliva na sistemsko vnetje. Zdaj, metabolni sindrom je značilen, je določen dejansko z 5 parametri, in če imaš vsaj te pogoje izpolnjene, potem rečemo, da ima oseba metabolni sindrom, s tem pa tudi večjo verjetnost za razvoj diabetesa, kardiovaskularnih bolezni in določenih tipov raka. Gre za to, da imamo povišan sladkor, povišan pritisk, povečan obseg pasu, povečan indeks telesne mase in tako naprej, In to so vsi faktorji, ki vplivajo na razvoj sistemskega vnetja in pa povečajo tveganje za razvoj kroničnih bolezni. Torej, skupaj s sodelovanjem s to fakulteto smo pogledali, kako matični mleček vpliva na sistemsko vnetje, Pa mogoče bi najprej sam povedal nekaj o matičnem mlečku, ker verjamem, da vsi ne vedo, kaj matični mleček sploh je, Torej, matični mleček je izloček žlez mladih čebel, delavk, se pravi, to so dojilje, se jim reče, in čebele dojilje s to snovjo hranijo ličinke. Ne samo ličinke, pa tudi matica, In kaj je tako izjemnega v tem čebeljem svetu in s matičnim mlečkom je to, da matični mleček že pri čebelah ima neko sposobnost uravnavanja izražanja genov. Kako to, Gre za to, da se pravi, genetsko identične ličinke se lahko razvije bodisi matica ali pa delavka. Kako, Se pravi, če se ličinka hrani celo svojo zarodno dobo z matičnim mlečkom in potem se tudi celo življenje z njim hrani, se razvije iz te ličinke matica, kraljica. Če pa se ličinka hrani prve 3 dni z matičnim mlečkom, nato kasneje pa z medom in cvetnim prahom, se iz te ličinke razvije delavka. Zdaj, med njima je občutna razlika, Sprav, delavka je pol manjša od matice, delavka živi recimo 1 mesec, medtem ko kraljica živi od 2 do 5 let. In kraljica je tudi edina plodna čebela v panju in je samo ena, medtem ko je delavk 40 000. Torej, že pri čebelah, matični mleček v bistvu uravnava izražanje genov, se pravi, določene gene utiša in določene gene sprosti. Zdaj, seveda bi bilo zelo fino, če bi rekli, da bi to delovalo tudi pri ljudeh, ki bi jedli matični mleček, se pravi, da bi živeli recimo 20-krat dlje, ali pa da bi bili plodni, to sigurno mogoče do določenega časa fajn. Mogoče ne bi bili glih 2-krat večji, ampak tudi to je nekaj, kar je pač značilnost, in tudi pri drugih živalih, recimo na modelnih organizmih, ki niso tako sorodni čebelam, se pravi tudi na miškah recimo in pa čričkih, so ugotovili, da matični mleček podaljša življenjsko dobo za 10 do 20% in predvsem na račun podaljšanje zdravega obdobja življenja, se pravi, da izboljša zdravje teh živali in zaradi česa tudi dlje živijo. To je zelo pomembno, ker vemo, da v zadnjih 100 letih smo recimo pri ljudeh nekako podvojili pričakovano življenjsko dobo, ampak obdobje zdravega življenja se pa ni podaljšalo, se pravi, ni sledilo temu trendu, in posledično na podlagi moderne medicine lahko živimo precej dlje, ampak tudi dlje s kronično boleznijo. Ali ne samo eno, lahko jih je več, ker vemo, da ena kronična bolezen kmalu pripelje tudi drugo kronično bolezen, saj je to največji faktor rizika za razvoj novih bolezni. In cilj je, da dejansko bi podaljšali zdravo obdobje življenja,
in na to skrčili obdobje kroničnih bolezni na en kratek čas proti koncu življenja, zato da lahko dejansko kvalitetno živimo in kvalitetno izkoristimo to podaljšano pričakovano življenjsko dobo. No, in naša klinična študija je šla tako, imeli smo 30 ljudi v placebo skupini in 30 ljudi v skupini z matičnim mlečkom. Vsi so imeli 2 grama matičnega mlečka 8 tednov, 2 meseca, potem pa so prenehali z jemanjem in na to smo meritve izvedli še 2 tedna po prenehanju jemanja, zato da smo videli, če so učinki stabilni oziroma ali padajo na neko osnovno raven ali se ohranjajo. Tako da naš vzorec ljudi so bili praktično zdravi ljudje z rahlo povišenim indeksom telesne mase, tam okoli 25, zdaj 25 vemo, da to niti ni tako veliko, jaz imam več kot 25 in verjetno kar večina ljudi ima več kot 25, kar je po nekaterih merilih že, po mednarodnih merilih je to že prekomerna telesna teža, na 30 pa celo, da rečemo, se začne debelost, In ti ljudje imajo povišeno tveganje za razvoj metabolnega sindroma, zaradi česar tudi lahko pričakujemo neko povišeno sistemsko vnetje nizke ravni, tako da lahko pa dejansko opazujemo učinke na matičnega mlečka na sistemsko vnetje. Zdaj prvo, kar smo dejansko ugotovili, je to, da je matični mleček po 2 mesecih znižal holesterol za 8%, malo, ampak še vedno signifikantno, In tudi po 2 tednih, recimo, je ta holesterol ostal še na isti ravni. Zdaj, bolj zanimivi so pa naslednji rezultati. Gre za C-reaktivni protein. Merili smo high sensitivity C-reaktivni protein, to pomeni, da lahko izmeriš C-reaktivni protein pod 10 miligramov na liter. Ker vemo, kadar smo bolni, imamo CRP-ja preko 100, preko 200, sprav, kadar imamo neko infekcijo. Ampak kadar smo pa zdravi, nam pa običajno vrže rezultat pod 10 miligramov na liter. Vendar je zelo pomembno, kje pod 10 smo. Nekje normalno je, da smo pod 1. Višje, ko gremo nad 1 proti 10, bolj se to nakazuje kot neko sistemsko vnetje nizke stopnje. In višje, kot imamo vrednosti CRP, mirujoče vrednosti CRP, večje je tveganje za srčno-žilne bolezni in razvoj raznih drugih kroničnih bolezni. Tako da tudi ljudje s povišenim indeksom telesne mase, kjer vidimo na spodnjem grafu, vidite, da imajo tudi višji mirujoči CRP. No, in po 2 mesecih jemanja matičnega mlečka smo mi uspeli v skupini znižati CRP za 21%. Tako da to je zelo pomembno, na nek način v bistvu smo znižali markerje vnetja, se pravi, smo verjetno tudi znižali to sistemsko vnetje. Zdaj, kakšen točen mehanizem je težko reči, ker tega nismo tako natančno raziskali. Naslednje, kar smo opazili, je bil povišanje bilirubina za 35%. Zdaj, kaj je bilirubin? Bilirubin je produkt hema, je pa tudi endogeni antioksidant. Sprav, eden izmed najmočnejših lastnih antioksidantov v krvi. Bilirubin se regenerira preko 1-DPH iz biliverdina in to v bistvu kroži in lahko na ta način bilirubin nevtralizira tudi do 10.000-kratne koncentracije prostih radikalov oziroma reaktivnih kisikovih vrst in na ta način ščiti tudi pred poškodbami krvožilja. Zdaj, kot veste, bilirubin je načeloma v visokih koncentracijah lahko nevrotoksičen, zlasti pri novorojenčkih, ki še nimajo razvitega sistema, se pravi metabolnega procesa za razgradnjo bilirubina. Dobijo zlatenco in jih moramo obsevati z lučko, da ta bilirubin razpade. Zdaj, pri normalnih koncentracijah je pa bilirubin zelo pomemben. Ko govorimo o normalnih koncentracijah, je to običajno nekje po 20 mikromolov na liter. In v tem območju, več kot ga imamo, manjše imamo tveganje za kardiovaskularne zaplete. Iz te študije od Kima in sodelavcev iz leta 2009 vidimo, da v različnih razredih bilirubina, sprav višje, ko gremo proti 20, manjše, bolj se zniža tveganje za srčno-žilne bolezni. Sprav nekje od 20% pa celo do 45% v najvišji skupini. Jasno, višje koncentracije celokupnega bilirubina so sigurno lahko toksične, kadar govorimo recimo nad 100.
recimo to je značilno za ljudi z Gilbertovim sindromom, gre za ljudi, ki imajo genetsko okvaro pri metabolizmu bilirubina in imajo zelo visoke vrednosti, seveda ti ljudje morajo jemati zdravila, ampak dokazano je, da ljudje z Gilbertovim sindromom praktično nimajo nobenih srčno-žilnih bolezni. Tako da to je še ena stvar, v bistvu, ki dokazuje vlogo bilirubina pri tveganju za srčno-žilne bolezni. Naslednje, kar smo izmerili, je bilo tudi povečanje skupnega antioksidativnega potenciala v serumu, in sicer kar za 45%, v primerjavi z bazno linijo, medtem ko v placebo nismo zaznali nobenega povečanja niti pomanjšanja. Sigurno je k temu potencialu prispeval tudi bilirubin, ker kot sem rekel, je to antioksidant v naši krvi, kar pa nakazuje ta študija, da ljudje z višjim antioksidativnim potencialom v serumu imajo tudi manjše tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni. Še bolj pomembno pa to, da se tudi bolj odzivajo na bakterijske in virusne okužbe, sprav hitreje prebolijo recimo, ali pa imajo manjše tveganje za zaplete in imajo žirjakov simptomov. Še najbolj pomemben pa je bil rezultat na področju adiponektina. Adiponektin, to je protivnetni citokin, ki se sprošča iz maščevja, in ljudje s povečano telesno maso imajo več maščevja in dejansko se tudi adiponektin zmanjša. Sprav nekako paradoks, ampak dejansko se zmanjša, in zato se pri ljudeh s prekomerno telesno težo v bistvu bolje razvijajo vnetni procesi, ker je tudi manj protivnetnih molekul oziroma je cel proces regulacije nekako porušen. Tako da mi smo zmerili adiponektin, se je povišal za 34%, nekje v 2 mesecih, po prenehanju jemanja pa vidimo, da se raven adiponektina spušča spet nazaj. Zdaj, kar je pomembno za adiponektin, ne samo glede vnetja, oziroma kakšna je povezava vnetja z dolgoživostjo tukaj, lahko povemo, da ne samo z dolgoživostjo, tudi z imunskim sistemom. Na koncu v bistvu vse stvari se vrtijo okoli imunskega sistema. Recimo, ko so delali poskuse na miškah, to je bil Li sodelavci leta 2021, so ugotovili, da če so miškam, da miške, ki niso imele gena za adiponektin, to je APN knockout, v primerjavi z miškami, ki so imele gen za adiponektin, da so miške, ki so imele adiponektin, živele 9% dlje. Ampak ta razlika je bila zelo specifična in samo za živali, ki so bile hranjene z high-fat dieto, se pravi z dieto z veliko maščobami. Tako da na nek način je ta adiponektin uspel v bistvu nevtralizirati negativne vplive high-fat diete in omogočil, da je miška živela dlje kot sicer. Zdaj, druga zelo zanimiva raziskava, ki so jo naredili Acmon in pa Nir Barzilai 2008, njih je zanimalo dejansko genetika stoletnika. Se pravi, kaj imajo stoletniki drugače v genetskem zapisu in v krvi, ki jim omogoča, da živijo tako dolgo. Tako da so primerjali recimo tudi kri stoletnikov in njihovih potomcev v primerjavi z potomci, ki niso imeli več živih staršev, se pravi, kateri starši so umrli nekje pri normalnih starosti, 80, 60, 70 let, pač prej kot 100. In so ugotovili, da imajo stoletniki in njihovi potomci precej višje koncentracije adiponektina v krvi v primerjavi s to populacijo. In tukaj v tem primeru je šlo sicer za genetsko predispozicijo, se pravi, so imeli v dednem zapisu gen s polimorfizmom, ki je omogočal, da so imeli višje količine tega citokina v krvi. Ampak jasno, če nimaš te sreče, da bi imel to genetsko varianto, jim predlagam, da uživate matični mleček. Zdaj, kar se tiče ostalih učinkov matičnega mlečka, kar je že znanega do sedaj pri dolgoživosti, je iz tele študije iz leta 2021, Martinez-Chacon sodelavci, je ugotovil, da dejansko matični mleček aktivira sirtuine. Sirtuini, bomo videli, kaj so, se verjetno že vsi poznate. In specifično to naredijo maščobne kisline v matičnem mlečku, ker matični mleček ima zelo veliko lipidov, nekaj 30% lipidov,
In polovico od tega predstavlja prav ena maščobna kislina, nenasičena, enkrat nenasičena, to je 10-HDA, 10-hidroksidecenojska kislina. Imamo pa še druge variante, tudi nasičena, imamo 10-HDDA, in tako naprej, še veliko drugih variant. In recimo obe teli molekuli, sprav 10-HDA in 10-1-HDA, sta v bistvu in vitro tudi povečala izražanje gena za sirtuin. Zdaj, matični mleček tudi prek drugih študij se vidi, da zelo poveča protivnetno delovanje v telesu, in s tem poveča tudi odpornost na razne stresorje, recimo v literaturi navaja UV sevanje, izpostavljenost raznim kemičnim sredstvom, razne bakterijske in pa virusne infekcije. Zdaj, kar smo mi opravili tudi z profesor Jamnikovo, neke preliminarne raziskave, smo tudi preverjali, ali matični mleček spodbuja avtofagijo. Vemo, da avtofagija je eden izmed ključnih celičnih procesov, ki prav tako omogoča dolgoživost celic in pa s tem organizma. Sprav preprečuje staranje celic. In smo pogledali v primerjavi z rapamicinom in dejansko videli, da nekje na polovico oziroma tretjino aktivnosti rapamicina je imel tudi matični mleček, in sicer smo delali to na kvasovki, na pekovski kvasovki. Zdaj, sirtuini, kot sem rekel, so v bistvu glavni regulatorji več celičnih procesov. Mogoče najbolj pomembno je to, da so vpleteni predvsem v dva sklopa, sprav eno je popravljanje napak v DNK. Vemo, da ko se staramo, se sčasoma se več teh napak kopiči, zato je nujno, da se tudi popravljajo te napake, sprav se kopičijo počasneje. Zdaj, kako pride do napak v DNK, to je več različnih načinov, sprav od prostih radikalov, od seva, izpostavljanja s kemikalijami in tako naprej. Imamo tudi spontane napake pri podvajanju DNK in to jih je kar več tisoč na celico na dan, ampak na srečo imamo popravljalne mehanizme in ti popravljalni mehanizmi prav tako porabljajo NAD, sprav sirtuini tudi za svoje delovanje potrebujejo NAD, to je nikotin, amid, adenin, dinukleotid. To je izmed glavnih molekul, ki deluje kot kofaktor in prenašalec elektronov v procesih v telesu. Po drugi strani sirtuini skrbijo za pravilno izražanje genov. Sirtuini so histon deacetilazija, tako da dejansko uravnavajo navitje okoli histonov, in s tem v bistvu narekujejo, kateri geni se bodo izražali oziroma kateri ali se sploh bodo ali se ne bodo. In jasno, pravilno izražanje genov v smislu dolgoživosti je pomembno predvsem zaradi ohranjanja identitete in funkcije celic, ker vemo, da sčasoma se zaradi napak v DNK in pa sprememb v metilaciji genov začnejo izražati nepravilni proteini v nepravilnih količinah in v nepravilnem času. In to ponavadi vodi do senescence, se pravi do celic, ki imajo ogromno nekih celularnih smeti, in ne morejo več funkcionirati tako, kot bi morale. In v tem primeru se začne dejansko neko lokalno vnetje, ki se lahko preko vnetnih signalov širi tudi na druge celice in lahko na dolgi rok dejansko poškodujejo neko tkivo, organ in organizem dejansko ne funkcionira več, kot bi moral. V skrajnih primerih se lahko zgodi, da taka celica postane tudi rakava in v tem primeru se lahko ta rak razširi po telesu. Torej NAD je ena izmed ključnih molekul za delovanje sirtuinov, med drugim, in pa delovanje tudi mitohondrijev. NAD ravni s staranjem padajo, nekje v 50-70 letih se zniža raven NAD za 6% v primerjavi z obdobjem 30 do 50 let. In tudi se več študij nakazuje, da lahko z uživanjem NAD oziroma prekurzorjev NAD, da lahko v bistvu spodbudimo telo, da proizvaja več NAD v telesu oziroma se ti zaloge NAD povišajo in lahko podpirajo normalen potek različnih celičnih procesov. Tudi, recimo, če povečamo aktivnost sirtuinov, so pokazali, da lahko to podaljša življenje
pri miškah za 21%. Se pravi, s povišanjem 1D dejansko povišamo tudi aktivnost sirtuinov, kar lahko teoretično vsaj pri živalih vodi do podaljšanja življenjske dobe, predvsem na račun podaljšanja zdravega obdobja življenja. Se pravi, zadnje študije pa nakazujejo tudi, da ima matični mleček vlogo tudi v epigenetiki človeka. Predvsem nekaj je bilo narejeno na celičnih linijah, se pravi rakavih celičnih linijah. Recimo Aparecida dos Santos France je 2024 pokazala, da prav maščobne kisline 10-HDA, to je enkrat nenasičena maščobna kislina, in pa 10-HDA, ki je v bistvu nasičena maščobna kislina, da dejansko inhibirata histon deacetilaze. Se pravi, matični mleček oziroma maščobne kisline iz matičnega mlečka so inhibitorji histonskih deacetilaz, kar je običajno povezano z inhibicijo senescence in podaljšanjem življenja. Tako da tudi, se pravi, to je bilo delano v cell-free okolju, se pravi brez celic, samo z nekim encimskim testom. Medtem ko tudi v celični liniji so ugotovili, da recimo 10-HDA in pa 10-HDA recimo zelo podobno inhibirata aktivnost histonskih deacetilaz, podobno kot, se pravi, to je standardna spojina trihosatin A, ki je znan zbiralec aktivnosti HDA-C. Zdaj, Koprulu in sodelavci 2024 so pa pokazali tudi en zelo zanimiv pojav. Oni so delali na celem mladičnem mlečku in so ugotovili, da deluje tudi inhibitorno na DNK metiltransferaze. In ne na vseh celicah, se pravi, gledali so 3 različne rakave linije, se pravi, najbolje je deloval na HT29 celicah, oziroma na A549 tudi, in celo boljše kot kontrola, to je decitabin, ki je znan inhibitor DNK metiltransferaz. Kasneje so pokazali tudi ne samo to, da inhibira DNK metiltransferaze, temveč že tudi omogoča, se pravi ob dodatku v celice, omogoča demetilacijo hipermetilirane promotorske regije v tumor-supresorskih genih. Konkretno tukaj je šlo za RAS1A. Torej, v bistvu lahko z matičnim mlečkom, zdaj v in vivo, na ljudeh je to težko reči, ampak vsaj lokalno lahko dejansko aktiviraš tumor-supresor gene in nekako na ta način upajo, da bojo lahko obrnili potek rasti tumor. Zdaj, kakšne so intervencije za podaljšanje zdravega obdobja življenja? Zagotovo poznate tale eksperiment z opicami, ko so opice ločili. Del opic je bil na standardni dieti, del opic pa na kalorični restrikciji. Ugotovili so namreč, da kasneje tudi da kalorična restrikcija aktivira sirtuine. In ta leva opica je prejemala normalno dieto in desna opica je prejemala dieto s kalorično restrikcijo. Vidimo, da dejansko je opica, ki je manj jedla, se pravi suboptimalno, predvsem bolj fizično, vizualno ohranjena, tudi bolj zdrava kot opica, ki je jedla priporočeno kalorično vrednost na dan. In iz tega tudi izhaja, da tudi iz drugih raziskav, da v bistvu blagi stresi ali pa občasni stresi prav tako povečajo aktivnost sirtuinov, to recimo občasno stradanje, občasno izpostavljanje telesa ekstremnim temperaturam, prav tako aktivira sirtuine in pa zmerna fizična aktivnost. Prekomerna fizična aktivnost ima kontraefekt, se telo hitreje stara, ampak zmerna pa vsekakor dviguje ravni sirtuinov in pa tudi 1D. Zdaj, vsled sem tem raziskav, od naših raziskav do raziskav drugih znanstvenikov, smo tudi v Medexu razvili v bistvu izdelek, ki se mu reče Biliksir, kjer smo vključili matični mleček, ki je standardiziran na 10-HDA. Vključili smo tudi enkapsuliran NADH,
enkapsuliran v čebelji vosek in pa koencim Q10 in še nekatere vitamine. No. In smo tudi naredili tako preliminarno klinično raziskavo interno, ne, se pravi, smo imeli 8 ljudi, smo testirali, 2 v placebo, ostali so bili v testni skupini in so imeli ta izdelek 2 meseca. Iz sklarne krvi smo jim imeli vzorce, enkrat na mesec, ob času nič, po 1 mesecu in po 2 mesecih in preverjali njihove ravni NAD. In tudi v tej preliminarni smo že ugotovili, da nakazuje, da izdelek dejansko poveča NAD v krvi, ne. In to po 2 mesecih recimo je placebo se dvignil za 20%, vendar zelo nekonsistentno, ne. Vidimo najprej gor, potem dol, ne. Medtem ko tisti, ki so uživali Bilixir kapsule, ki so vsebovale 10 mg NADH, so dvignili svoje vrednosti NAD za nekje 58%. Zanimivo je bilo tudi to, tukaj smo imeli vključene ženske in moške nekje uravnoteženo, da se pravi, starost je vplivala na začetni NAD, ne, se pravi, starejši so imeli nižje vrednosti NAD na začetku kot mlajši ljudje. In tudi po suplementaciji je ta razlika ostala oziroma je postala še bolj naklon krivulje še višji, ne. Se pravi, vidimo, da pri starejših je razlika po suplementaciji manjša kot pri mlajših, ne. Se pravi, iz tega smo nekako sklepali, da starejši ljudje verjetno rabijo nekoliko višjo suplementacijo kot mlajši, zato da dosežejo enake dvige NAD. Tako da, to je to. Hvala, ker ste me poslušali. Zahvalil bi se še moji raziskovalni skupini. 5 raziskovalcev je pod mano, tako da upam, da bomo še naprej, imamo že plane naprej ugotavljati, ne, tudi recimo, kaj vpliva na dvig NAD v Bilixiru, je to samo matični vneček ali dejansko tudi prispevek enkapsuliranega NAD. In še mnogo drugih raziskav imamo že v planu, nekatere že v teku, no, tako da upam, da lahko naslednjič ponudim tudi kakšne nove rezultate in nova dognanja. Hvala vsem za poslušanje. Še enkrat žal mi je, da nisem tam z vami, da bi poslušal tudi ostala predavanja, tako da upam, da bo posnetek na voljo. Za vsa vprašanja pa kar prosim kontaktirajte. Najlepša hvala in nasvidenje.